Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus, znova smo v oddaji Duhovnost in umetnost. Tokrat se nahajamo v likovnem razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor in tukaj se predstavlja svojim najnovejšim ciklom akademska slikarka Ida Brišnik Remec. O njenih vitrajih v cerkvi na Ptujski gori smo nedavno posneli dokumentarno oddajo. Danes pa jo lahko srečamo tule v razstavišču, ko je po dejansko enem daljšem premoru doživela neko ustvarjalno erupcijo. Akademska slikarka Ida Brišnik Remec je diplomirala leta 1964 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Gabrielu Stupici. Nekaj let je poučevala likovno umetnost na raznih šolskih ustanovah, nato pa je pridobila status samostojne ustvarjalke na področju kulture. Na likovni akademiji je spoznala svojega soproga Marjana Remca, akademskega slikarja, s katerim je preživela večino ustvarjalnega življenja. Med njena najpomembnejša cerkvena naročila sodijo barvna okna ali vitraji na romarski cerkvi Svete Marije, Matere Božje na Ptujski gori. Ustvarila pa je tudi veliko tapiserijo za cerkev Svetega Jožefa na Studencih v Mariboru. Večino svojega likovnega opusa je ustvarjala v tehnikah olja in kasneje akrila na platnu, izjemoma tudi poslikane keramične krožnike. V zadnjem obdobju pa se posveča izključno tehniki barvnih svinčnikov ali barvnikov, kot jih sama imenuje, na papirju. Sledi strokovni oris najnovejšega likovnega cikla, imenovanega Izžarevanja, iz letošnjega leta 2020 akademske slikarke Ide Brišnik Remec. Akademska slikarka Ida Brišnik Remec je po skoraj enoletnem ustvarjalnem premoru znova pričela ustvarjati svoja prepoznavna, cvetlična ali splošne rastlinska tihožitja z obnovljenim delovnim zagonom, in to v času pandemije koronavirusa, v tehniki barvnih svinčnikov ali ponjenobarvnikov na papirju, o čemer pričajo tudi zanjo nekoliko nenavadne, dinamično eruptivne, prevladujoče središčne kompozicije enega samega likovnega objekta, ki pa je razčlenjen na sestavne dele, analitično, kakor so pač naravno sestavljene rastline, prehajajoč iz realizma v nadrealizem. To pomeni, da je umetnica sicer ohranila osnovne značilnosti svojih upodobljenk, v navednicah, hkrati pa je s perspektivami iz različnih zornih kotov, vključno z domišljijskimi barvnimi variacijami, toplo-hladnimi modulacijami in tridimenzionalno plastično modelacijo, posredovala svoje intimno, duhovno občutenje pozitivnega izžarevanja, navkljub nevzdržnim telesnim bolečinam. Svoja dela je naslovila zelo konkretno, kot je votlina, to je granatno jabolko, voščenka, listi, kapucinka, sočnica, orhideja in suličarka. Opazimo pa lahko še neko dodatno simboliko centrifugalno orientiranih listov, stebel in vejic, ki se zdijo, kot bi fototropično segali k transcendentni svetlobi izven samega papirnega nosilca, ki ga umetnica praviloma pušča v naravni belini. Najnovejša dela Ide Brišnik Remec v manjših ciklih so tako po eni strani nadaljevanje njenih tihožitij, po drugi strani pa predstavljajo svojevrsten kuriozum v njenem likovnem opusu,
ki ga že od samih začetkov posveča naravi, predvsem rastlinstvu, a tokrat lahko dojamemo njene vegetacije kot duhovne avtoportrete. Poslušajmo še, kaj umetnica sama pravi o svojih delih. Zanima nas, kje ste dobili tak navdih in toliko ustvarjalne moči, da ste ustvarili v bistvu ne en sam ciklus, ampak več različnih ciklov, posvečenih čisto določenim rastlinam, ki so v vaši neposredni bližini. Ja, pravzaprav zanimiva vprašanja, mogoče na vsa ne bom odgovorila, ampak opisala bi, kako je sploh do tega prišlo, da sem jaz začela te rastline upodabljati. Rastline so mene že od nekdaj zanimale, ne samo cvetovi rastlin, ampak tudi to, kar je v zemlji, korenine. Sem imela tudi cikle, ko sem delala samo korenine in razne vitice in poganke in tako naprej. In tudi na današnji tokratni razstavi je samo en primer cvetov, vse ostalo so listi. Začelo se je pa tako, jaz sem imela dalj časa en premor, trajal je več kot 1 leto, ko sem se čutila popolnoma izpraznjeno, ko nisem vedela, kaj bi naj risala ali slikala. Enostavno sem imela občutek, da sem jaz zaključila s svojim ustvarjanjem in da karkoli bom zdaj naredila, bo samo ponavljanje tega, kar sem že nekoč počela. In tako sem se s tem čisto sprijaznila, da sem jaz zaključila s svojo ustvarjalnostjo. Potem pa ne vem, kako se je to zgodilo, mislim, da je bil povod za nadaljevanje, za ponovno prebujenje te ustvarjalnosti, da sem doma imela eno zelo olesenelo granatno jabolko, ki se še tam vidi zdaj v 2 primerih. In to granatno jabolko je bilo čisto črno in popolnoma trdo, otrdelo in mi je slučajno padlo na tla. In se je en košček odlomil in se je pokazala notri zanimiva votlina, zanimiva semena razporejena in zdelo se mi je, kot da je to prav eno novo vesolje notri v tem granatnem jabolku. In potem sem ga začela risati po tako dolgem času. In narisala sem več variant, tukaj sta na razstavi 2 samo, ne, običajno naredim več pogledov z različnih zornih kotov. No in potem sem pa raziskovala dalje, potem pa je se ta stvar prebudila in naenkrat sem videla okoli sebe več zanimivih stvari, ne. Recimo eno spenjalko, rastlino, ki jo imam v ateljeju, voščenka se imenuje, to se pravi samo listi, brez cvetov. In sem spet naredila nekaj variant tega. Potem sem nadaljevala in sem zagledala na nekem vrtu eno kapucinko, to so bili te cvetovi, ki me je pritegnila svojo intenzivno barvo, rdečo, tako močna, da sem se spraševala, kako bi to moč te barve prikazala na papirju. In sem potem narisala 2 varianti tega. Potem sem pri znanki na vrtu opazila
meni neznane rastline. Ena rastlina se imenuje sočnica, ki ima velike okrogle ovalne liste in je izžarevala neko posebno energijo, neko posebno moč, ki me je kar pritegnila, privlekla. In sem to rastlino, velika je, zelo velika, in sem jo dobila na posodo. Si v ateljeju postavila in sem jo spet večkrat narisala. Potem je po enakem načinu pa nastala tudi serija suličark. Spet pri isti znamki opazim jaz strahotno razbohoteno to rastlino, ki je kar kipela od neke energije. In potem se jaz vedno vprašam, kaj je zdaj, kaj vse se skriva za to lupino, zunanjo lupino, ne? In to, kar poskušamo podobiti, ni ta zunanjost samo, ne? Ampak hočem prodreti v notranjost tega rastlinskega bogastva. In vedno znova sem presenečena nad raznolikostjo, raznovrstnostjo teh oblik in barv in izžarevanja. Skratka, to božje stvarstvo me vedno znova preseneti. Ogromno nevidenega vedno se pojavlja, ne? Vedno ugotavljam, tega pa še nisem nikoli nikjer videla, ne? In predvsem občutim to. No, in tako so te stvari nastajale. Ob samem likovnem ustvarjanju ima človek občutek, da umetniki na nek način tudi meditirate. Sploh se mi zdi, da tudi pri vas je ta nekako meditacija skozi likovno ustvarjalnost še posebej izrazita. In da prej ste omenili to čudovito božje stvarstvo. Kakšen je vaš odnos do duhovnosti ravno v okviru te vaše likovne ustvarjalnosti, kajti naravi se resnično tako rekoč posvečate v celoti, vaš opus je izključno naraven, morda tu in tam kakšna izjema. Recimo zadnja razstava, ki ste jo imeli v Univerzitetni knjižnici Maribor, to je bila leta 2014, se pravi že kar daleč nazaj, je bila torej z motiviko oken, ampak tudi tam, četudi je bila neke vrste neživa narava, je ta vaš pogled skozi okno v bistvu bil pogled morda v neko transcendenco, hkrati pa tudi doživetje narave skozi opazovanje, skozi vaše okno. No ja, res je, po motivih je ta razstava zdaj drugačna od tiste, ki je prikazovala okna. In dogodila se je pa tako, da sem zbolela, da sem imela gripo takrat in sem ležala na postelji in imela pred sabo ta ogromna okna in močno svetlobo, ki je prodirala skozi okna in razžirala oblike. In zunaj je bila zima, zunaj je bilo kar nekaj snega okrog po strehah in sonce je močno sijalo, modro nebo in ta svetloba je bila nekaj neverjetnega, ne. To je bila takrat to doživetje tega, pravo doživetje in sem to iz postelje risala, kljub temu, da sem imela vročino in da sem tam lebdela na tistih blazinah, ampak tako. No, zdaj pa kako sem pa risala tokrat rastlinski svet in že prej enako po podobnem postopku. Jaz se običajno postavim ta motiv, to rastlino pred sebe in potem samo sedim in jo samo gledam dalj časa in bi rekla, da meditiram, ne. In poskušam, to nerazumsko, ne, to je čisto tako že odmaknjeno od razuma, ne. In poskušam prodreti notri v njo, tega se skorajda ne zavedam, ne. In dalj časa tako sedim in samo gledam, včasih jo malo premaknem rastlino in potem se lotim. In delam, kot da sem vodena, tak občutek imam, kot da
to prihaja od nekod drugod, posebno zadnje čase. Prej včasih, ko sem bila mlada, tega občutka nisem tako zaznala, ne. In se samo prepustim. In ko se pa tega zavem, ne, in vklopim razum, takrat mi ne gre več dobro. In tako delam, najraje pod tem vplivom stvar zaključim isti dan. Tam, kjer so manjši formati, da je še to mogoče. Pri večjih tehnično to ni mogoče, pa večkrat potem, ampak po možnosti takoj naslednje dni, brez enega odmora, nadaljujem. Ker če bi imela odmor, bo nastalo že nekaj drugega. Tisto je že mimo, tisto doživetje. Tako, to na kratko, ne. Tega se pa ne da opisati. Upam, da bodo gledalci tudi nekaj tega doživeli zdaj, da bo do te slike jih tako pritegnile, da bodo tudi oni ob tem na nek način meditirali. Samo treba si je pa vzeti čas za to. Zadnjih nekaj let se skoraj izključno ukvarjate z tehniko risbe z barvnimi svinčniki na papir. Oljno tehniko ste nekako vsaj začasno opustili. Kaj vam ta tehnika vse omogoča, kar vam recimo olje ne bi omogočala? Ja, na vsak način. Včasih sem delala na začetku olje, potem pa akril. Zdaj pa zaradi moje bolezni, ko imam to tresenje in to je pravi čudež, da sploh še kaj delam. Mi je ta tehnika mi omogoča najbolj, da lahko nekaj izrazim, ne. V akrilu pa to ne bi več mogla delati. To je en razlog, drugo je pa, da sem jaz zelo zadovoljna zdaj s to tehniko, da mi zelo ustreza in da že zaradi tega ne bi prišla na kaj drugega, ker mi omogoča neke fine detajle, upodobiti neke posebnosti, ki jih pa akrilu ali pa olju sploh ne bi mogla narediti. In še nekaj, ker jaz rada hitro zaključim dela, ne. To lahko v tej tehniki z barvnimi svinčniki, ali jaz jim pravim barvniki, to z lahkoto dosežem, ne. Medtem ko kakšno drugo tehniko bi pa morala dalj časa, ne, uporabljati. Mislim, ne bi mogla v enem dnevu dokončati, ne, vsaj ne na tak način, da bi izrazila to, kar jaz želim, ne. Gospa Ida Brišnik Remec, akademska slikarka, iskrena hvala za tale pogovor in za to razstavo. Vas, spoštovane gledalke in gledalci Exodus TV, pa vabim, da si tole zanimivo oddajo ogledate do konca, kajti pridejo še naslednje faze postavitve razstave, tako da boste lahko sodoživljali vso lepoto, ne samo likovne ustvarjalnosti, ampak tudi samega postavljanja neke razstave. Ugotovili boste, da so slike, pa tudi kipi seveda v razstavišču nekako popolnoma drugače dihajo, zaživijo v drugih perspektivah, v novih kompozicijah in so seveda popolnoma drugačne, kot če jih gledamo osamljene v ateljeju. Postavitev razstave, torej razporeditev umetnin v prostoru, je praviloma v domeni kuratorja, neredko v sodelovanju z razstavljalcem, včasih pa opravijo to delo v celoti umetniki sami. Pri razstavah likovnih del na papirju, ali kot se tudi imenujejo na lahkih materialih, v prevladujočih tehnikah akvarela, pastela, grafita, barvnih svinčnikov, kret, različnih grafičnih tehnikah in ne nazadnje tudi fotografijah, je treba še posebej paziti na poškodbe in na to, da se bele površine papirnih nosilcev ali temeljnikov ne bi umazale. Zato tehniki,
ki ustavljajo likovna dela med steklene šipe in vezane plošče ali kaj drugega, nujno nosijo rokavice, praviloma iz belega bombaža, lahko pa tudi iz lateksa. Če so likovna dela na papirju manjših formatov, kot je steklo, jih je treba pritrditi pod tako imenovane passepartoute, torej izrezane okvirčke s širokim robom, ali pa se jih enostavno pritrdi na kartonsko ali papirno podlago, kot v tokratnem primeru. Pri razporejanju likovnih del v razstavnem prostoru in po stenah je treba usmeriti pozornost na pravilno kompozicijo, na tehnike, dimenzije, medsebojno součinkovanje, z ozirom na koncept pa tudi na kronologijo, še posebej pa je treba biti pazljiv pri postavljanju skupinskih razstav.